4. maj, dan, ki si ga bodo vsi zapomnili potem, da je cel svet ob istem trenutku tekel za tiste, ki ne morejo. Čustveno obarvan globalni tek Wings for Life World Run je danes združil na 10 000 ljudi, ki so pomagali zbrati sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače. Točno opoldne so na štartni črti svoje poslanstvo pričeli tudi Slovenci. Cilj je bil sicer preteči 100 km, za kar je potrebnega precej treninga, mi pa smo svojega zmagovalca ujeli pri navdušujočih 60 km. Kakšne take dolge teke je zelo lepo delati v družbi, a ne? Sicer na koncu je vedno manj družbe ostalo, ampak ja, lepo je bilo teči, danes je bil tak lep dan. Maraton je bil zastavljen tako, da posebej izberemo tudi žensko zmagovalko. Francosko maratonko, ki je tekla v Sloveniji, je ciljni avto ujel pri dobrih 33 km. I'm quite tired. It's hot and windy, but I didn't want to run that long, so I'm quite satisfied actually. I wanted to stop at 10. Akcijo Wings for Life so podprli tudi uspešni slovenski športniki, ki so se v vlogi ambasadorjev prijavili na tek in se potrudili po najboljših močeh. Roman Kejžar je pogumno vztrajal do kar 50 km. Najtežji del je bil tam nekje na 45 in 43, ki je bil kar en velik vzpon. Tam smo imeli malo krize, kar je razumljivo, potem sem se spet dvignil in na koncu je spet šlo. Nikomor na svetu sicer ni uspelo preteči celih 100 km, se je pa končnemu cilju zelo približal Etiopijec Lema Worketema, ki je v avstrijskem Donavtalu pretekel skoraj 80 km.